Ok, bomo začeli. Hvala vsem, da ste prišli. Zadnji smo približno povedali, kako bo ta seminar izgledal. Tako da ne bi tega ponavljal, pojdite na spletno stran Filozofskega inštituta, imamo vse gor. Sicer pa predavanja pač trajajo še vsako sredo ta mesec, bom pa še napovedal kasneje tudi naslednjega predavatelja. Tudi danes sem se v bistvu zamislil nekako nadaljevati to, kar je bilo zastavljeno zadnjič. V bistvu bom probal tisto tezo, ki sem jo postavil, v bistvu tudi malo bolj utemeljiti in prikazati, kaj mislim, nekako približno odgovoriti, kaj sploh kibernetika je, da se nekako fiksira ta pojav. Zdaj mogoče za začetek imam to stvar, kar bom dal okoli. To bom čisto na koncu nekaj še o tem povedal, ampak načeloma je to zbornik različnih prispevkov iz Macy konferenc, ker je v bistvu nekako ključen, recimo da institucionalen dogodek, kar se tiče kibernetike iz 46-53 in to je pač ta zbornik, ki je zdaj šel taki precej lepi izdaji. Predtem pa ni bilo toliko enostavno tako dobiti, tako da če si hoče kdo pogledati. Ok, zdaj v bistvu nekako na hitro začetku sam obnovil to, kar sem govoril zadnjič, da lahko nekako tudi malo bolj nadaljujem s samo kibernetiko. Skratka, zadnjič smo govorili o umetni inteligenci, o njeni notranji konceptualni razliki in prek tega pokazali na zgodovinsko povezanost oziroma na kompleksen zgodovinski odnos med umetno inteligenco in kibernetiko. Prvo smo probali prek splošnih definicij umetne inteligence pokazati, da umetna inteligenca nikoli ni implicirala zgolj neke čiste inteligence, da to nikoli niso imeli v mislih s tem nekega golega refleksijskega dejanja, ampak da je to inteligenco vedno umešča v njeno delovanje. Inteligentnost inteligentnih sistemov, ki jih načrtuje in ki jih gradi, presoja v samem njihovem vedenju, kar ni toliko majhen dodatek. Tako vidimo, da mora biti vsak inteligenten sistem vsebovati model zunanjosti, da si mora nekako reprezentirati zunanjost kot prostor, v katerem deluje. Na to smo vzpostavili dva različna načina, kako področje umetne inteligence razume prostor in inteligenco, ki v tem prostoru deluje. Nekako čisto schematsko smo razdelili na podlagi implicitne filozofije tega področja na simbolno umetno inteligenco in na konekcionizem. Za simbolno umetno inteligenco smo rekli, da deluje v homogenem prostoru. To je prostor, ki mora biti čim manj dinamičen, ki mora biti čim bolj determinističen in ki mora biti diskreten, skratka z jasno razmejenimi polji. Pač kot primer oziroma kot klasičen primer smo dali šahovnico. Simbolna umetna inteligenca ima takšno predstavo o zunanjem okolju zato, ker sama implicira določen način delovanja inteligence, ki v takšnem prostoru lahko deluje. To je inteligenca, ki operira z jasno razmejenimi simboli kot praznimi reprezentacijami, njihovo vsebino ali pomen izprazni ne le zato, da bi na njih vzpostavljala sintaktične povezave, temveč da bi določila nujna pravila njihovega povezovanja oziroma sledenja in iz teh pravil vzpostavila dovršen formalni sistem. Potem smo probali pokazati, kje je točno problem pri tej inteligenci. In takšna inteligenca naleti na problem v trenutku, ko se njen model homogenega prostora sooči samo zunanjostjo sveta. Ta problem se uveljavi pod imenom kombinatorna eksplozija. Tukaj smo tudi hoteli pokazati, da kombinatorna eksplozija ne implicira samo tega, da v zunanjem svetu umetna inteligenca naleti na nove nepredvidene elemente, ki jih mora na novo upoštevati in da z vsakim novim elementom eksponentno rastejo njihove kombinacije oziroma vse možnosti, ki naj bi jih inteligentni sistem upošteval, simuliral in izračunal, ampak da je problem v bistvu malo bolj globlji. In za ključni problem se izkaže to, da sam prostor kot tak ni homogen, ampak prežemajo nejasne in zabrisane ločnice, ki tvorijo heterogenost zunanjega prostora. In natanko zaradi te heterogenosti nujnostna simbolna logika ne more obvladati in eksplodira. Za razliko od tega smo potem kot drugi model oziroma drugi pristop omenili konekcionizem. Konekcionizem uporablja drugačen model zunanjosti in deluje po drugačni logiki. Konekcionizem ne programira duha, ampak modelira možgane, kakor se je recimo izrazil Dreyfus.
Namesto pri formalni logiki se konekcionizem inspirira pri biologiji ali neurofiziologiji. Konekcionizem pri grajenju inteligentnih sistemov uporablja arhitekturo nevronskih mrež, ki so v neposrednem stiku z zunanjostjo, saj niso nič drugega kot zaznava same zunanjosti. Te nevronske mreže so sprva naključno naravnane in se prek takšne in drugačne metode globokega učenja naučijo napovedati pravilen rezultat. V neposrednem odnosu z zunanjostjo se nevronske mreže same transformirajo in prek matematičnih postopkov rekalibrirajo svoje notranje povezave tako, da zmanjšajo označeno diskrepanco med želenim rezultatom in dejanskim rezultatom. Nevronske mreže se z učenjem fleksibilno prilagajajo zunanjim variacijam oziroma takšnim in drugačnim spremembam. Rečeno drugače, nevronske mreže plastično ponotranjijo zunanje naključje, da bi ga s kalkuliranjem obvladale in napovedale pravilen rezultat. Pri tem uporabljajo induktivno logiko. To je logika, katere podlaga je spremenljivost in izhaja iz statističnih podatkov, da bi pravilno napovedala rezultat, kar v bistvu pomeni zgolj to, da hoče podati najbolj verjeten rezultat glede na pretekle trende, ki jih opazi v analizi preteklih podatkov. Zato nevronske mreže z induktivno logiko nimajo težav, ko naletijo na heterogeno zunanjost. Če mora tak inteligenten sistem recimo prepoznati psa, ki je podoben mački, potem ta inteligenten sistem načeloma nima nobenega problema izračunati, koliko je ta pes, kar posredno pomeni tudi to, da izračuna tudi, koliko je ta pes mačka oziroma koliko je to ne pes. Nevronske mreže se torej znajdejo brez jasno razločenih in brezvsebinskih vsebovov in obvladujejo dvoumnosti in vse variacije, ki jih lahko dani znak vključuje. Ampak ta prednost fleksibilnosti nevronskih mrež se tudi sama izkaže za problem. Zato svoje obvladovanje naključja, zato da se nevronska mreža znajde v zunanji heterogenosti in se ji prilagodi, potrebuje med drugim ogromno število podatkov. Na nek način so pač nevronske mreže precej butaste, ker se učijo pač zelo počasno v milijonih primerih z velik inštruktorji. Zato se morajo nevronske mreže, da bi bile vsaj minimalno uspešne, dobesedno vreči v zunanjost in použiti čim več zunanje spremenljivosti. Nevronske mreže tako predpostavljajo željo po variabilnem naključju in to je to, kar v svoji skrajnosti pomeni, da je globoko učenje data hungry. Razlika med simbolno umetno inteligenco in konekcionizmom skratka smo hoteli prikazati kot filozofsko razliko med nujnostjo in naključjem. S to tezo v implicitni filozofiji umetne inteligence pa smo probali na novo brati tudi njeno zgodovino. Skratka, zgodovino same umetne inteligence. Pokazali smo, kako se področje umetne inteligence vzpostavi z izgonom kibernetike iz strojne inteligence. Strojno inteligenco uporabljam izraz kot za sploh se rečemo temu trende ali pa gibanje, ko so poskusili mehanizirati duha. Ta konflikten odnos med kibernetiko in umetno inteligenco se potem ponovi še enkrat v boju med simbolno umetno inteligenco in konekcionizmom kot dedičem kibernetike. Tukaj smo imeli predvsem Franka Rosenblatta. Kasneje, dobrih 10 let nazaj, pa se z globokim učenjem konekcionizem vrne in začne dominirati področje umetne inteligence, s čimer se tudi začnejo obujati tradicijo kibernetike. Na tak način smo tudi probali razložiti, zakaj se danes to vračamo v kibernetiki, zakaj je spet toliko popularna. Eno je pač ta, da zmaga globokega učenja, da današnja zmaga globokega učenja obuja izvore nevronskih mrež, na katerih temelji. Ampak ne gre le za to, da bi pač mi nekako nedolžno iskali neke izvore, da bi pač iskali neke utemeljitve. Gre bolj za to, da probamo v teh izvorih nevronskih mrež iskati, za kakšen projekt sploh gre, kakšen pretenciozen projekt je v bistvu strojna inteligenca. In tukaj smo postavili definicijo v bistvu kibernetike kot izvora umetne inteligence, in sicer, da gre za idejni poskus ustvarjanja fleksibilne tehnologije, ki bi bila sposobna delovati v svetu naključja, tehnologije, ki bi bila sposobna naključje integrirati v samo svoje delovanje. Zdaj, tehnologija pa naključje je bilo tudi predtem, mislim, je bilo tudi v nenavezavi na kibernetiko pač pogosta tema, ampak tukaj je nekako prihajalo do tega, da je bilo naključje neke zunanje, ker se zgodi neke avtomatizaciji in to vedno vodi neko katastrofalno posledico oziroma v
tehnološko katastrofo, recimo pač nekaj se zgodi vlaku in tako naprej. Ne? In vedno tukaj vidimo potem naključje kot tisto, kar je zunanje in iztiri neko avtomatizacijo, ne? In to povzroči katastrofo. Skratka, šele s kibernetiko pa naključje postane sam integralen del delovanja tehnologije, zato sem tudi temu rekel fleksibilna tehnologija. No, tukaj smo zadnjič prišli in danes bi rad nadaljeval. V bistvu sem mislil, da bom s kibernetiko malo bolj empirično probal predstaviti, ampak izkazalo se je, da ne bom. V bistvu bom probal nekako utemeljiti to tezo, zakaj se mi zdi, da je kibernetika idejni poskus ustvarjanja fleksibilne tehnologije. Na koncu bom probal še malo bolj empirično zamejiti samo področje kibernetika, kako se je začeli in kaj so v bistvu sploh neki temeljni teksti. Zdaj, mogoče prva stvar pri tej definiciji je, da očitno umešča kibernetiko v zgodovino tehnologije in ne toliko v zgodovino znanosti, kar je pač tudi posledica tega, da smo do kibernetike prišli prek sodobnih tehnoloških mehanizmov in ne prek sodobne umetne inteligence in ne toliko prek kakšne sociološke sistemske teorije ali pa kognitivne teorije, kot recimo zasledno naredi Jean-Pierre Dupuy, ki ga bom tudi še kasneje omenil, in tudi ima nekakšno drugačno predstavo o sami kibernetiki. Ampak sem bi rad zagovarjal, da takšna opredelitev kibernetike, če tudi mogoče ni povsem celovita, vseeno zadane v njeno jedro. Prvič zato, ker je kibernetika tehnoznanost in sicer v tem pomenu, da je kot znanost vedno osredotočena na tehnično delovanje sistema in da jo le ta pogojuje. Kibernetika je vedno težila k materializaciji funkcionalnosti sistema, da bi le ta v praksi preveril svoje delovanje in sam od sebe izkazal lastno funkcionalnost. Nenazadnje je bilo tudi v bistvu večina kibernetikov oziroma velik del kibernetikov tako ali drugače inženirjev, oziroma so v bistvu tudi sami, če niso bili, nekako postali inženirji. Pa tudi recimo zanimivo spremljati, da tisti, ki so bili bolj iz družboslovnih strok, da vseeno so nekako tudi sami bili zelo aplikativni v svojih idejah, oziroma vedno so iskali aplikacije za svoje ideje, ki se ponovadi vrtijo okoli povratne zanke. Recimo Gregory Bateson je nek tak, ki je v bistvu zelo razširil svojo idejo, a je to na področju psihiatričnega zdravljenja ali pa pač določenih družinskega življenja in tako naprej. In drugi razlog, ki bi ga rad navedel za to mojo tezo, je tudi to, da kibernetika ne vzpostavlja ostrih ločnic med tehnologijo ali umetnimi sistemi in med ljudmi in živali ali živimi sistemi. To zamegljevanje ločnice med živim in neživim je pravzaprav ena izmed bolj pomembnih specifik kibernetike, namreč da prek tehnologije razmišlja tudi o vsem ostalim, o živali, o človeku, o družbi in tako naprej. Tako da, če rečem, v bistvu, da kibernetika pomeni splošno idejo fleksibilne tehnologije, to v bistvu ne implicira zgolj strojev, pa tudi v bistvu, kako bom prav pokazati, za njih tudi stroji niso samo stroji. In še zadnji, tretji razlog, zakaj kibernetika to lahko stori, oziroma zakaj misli, da je takšna posplošitev oziroma takšna perspektiva legitimna, je zato, ker kibernetika tendira k temu, da bi bila sama univerzalna metoda. Skratka, to so zdaj 3 razloge, ki bom tudi probal razložiti v nadaljevanju. Ok, če začnemo kar s prvim razlogom, s tem, da so kibernetiki stalno težili k nujni možnosti materializacije lastnih funkcionalističnih teorij in tukaj z nujno možnostjo mislim na to, da mora kibernetska ideja že na sebi delovati, kot da bi lahko prestala materializacijo. Recimo niso vsake ideje dobesedno materializirali in naredili neko napravo, ampak sama na sebi je mogla delovati, kot da če bi se tega lotili, da nekako ima to možnost, ne? Da bi lahko dejansko se materializirala in živela svoje življenje in nekako v tem, da dobi neko svojo samostojnost, tudi upravičila to kibernetsko idejo. Tukaj bi se rad naslovil na zgodovinjara kibernetike, ki z imenom Andrew Pickering, na nek fin tekst o napravah oziroma kibernetskih pošastih, on temu prav, v bistvu zagovarja zelo podobno tezo kot jaz tukaj in s tem, da gre še malo dlje in reče, da so kibernetiki v bistvu morali
materializirati svoje teorije, ker so razmišljali prek objektov, ki so jih zgradili. In od njega bom tudi v bistvu vzel dva primera, ki jih navede, dva primera kibernetskih umetnih sistemov, ki delujejo prek inkorporiranja naključja. Prvi primer je anti-aircraft predictor, v bistvu ne vem čisto, kako se to prevede, ne vem, proti letalski napovedovalec. Skratka, anti-aircraft predictor je neka ideja, ki je imel Norbert Wiener in ta ideja v bistvu tega ni on konec koncev tega ni sestavil, to je v bistvu bolj neka ideja, ki je imel in to nekako je hotel, mislim recimo Pickering to razume kot napravo oziroma ki bi bila materializacija članka iz leta 1943, ki ga je napisal, ki ima naslov Behavior, Purpose and Teleology, vedenje, namen in teleologija. Napisali so ga pa Arturo Rosenblatt, Norbert Wiener in Julian Bigelow. Navaja pa ga tudi Wiener v bistvu v svoji knjigi o kibernetiki v uvodu. In se pač vidi nekako, da ima zelo pomembno funkcijo za njega. Ne? Zdaj, dosti očitno je, da je pač anti-aircraft prediktor vojaške narave in kot v bistvu že ime bolj ali manj vse pove, gre za napravo, ki naj bi napovedala prihodno pozicijo sovražnega letala, da bi ga pač lahko uspešno sestrelili. Zdaj, anti-aircraft prediktor je v bistvu, kakor dostikrat to pride pri kibernetikih, je bil kar pomemben vojaški projekt, še posebej zato, ker so v drugi svetovni vojni so se zavezniki soočali s superiornim nemškim letalstvom Luftwaffe, ki v bistvu nekako je razvrednotilo vse njihove obrambe, ki so jih pač imeli pred letalstvom, ki so jo pač, mislim, da ta letala predvsem boljša oziroma pač prehitra za vse tiste orožje, ki so imeli zavezniki na voljo. Tako si je Norbert Wiener potem zamislil napravo, ki bi opazovala sedanjost, da bi lahko preučila preteklost in s tem pravilno uganila prihodnost. To pomeni, da bi v real time oziroma v realnem času ta naprava opazovala pot letala in zbirala podatke, da bi potem na podlagi teh podatkov izračunala trend njegovega gibanja in napovedala prihodno pozicijo letala in tja usmerila izstrelek. Zdaj, pri tem je zanimivo to, da naključje v bistvu nastopa dvakrat. Prvič kot background noise, ki onemogoča pridobivanje informacij. Zdaj, tukaj nam kaj dosti govoril o informaciji, to bo Robert na koncu v svojem predavanju govoril. Skratka, naključje nastopa kot background noise, ki onemogoča pridobivanje informacij, ki jih sistem rab za analiziranje in ekstrapoliranje preteklega trenda v prihodnost. In potem naključje nastopi še drugič kot razlika med sedanjostjo in prihodnostjo oziroma kot razlika med dejanskim stanjem in želenim rezultatom. In tukaj je zanimivo to, da v bistvu Wiener naredi premik od te rakete in v bistvu razlaga, kaj točno bi ta stvar morala imeti in to je pač to, čemur on reče feedback mehanizem oziroma mehanizem povratne zanke, ki ga v bistvu sam eksplicitno omeni, da ga vzame iz control engineeringa. Zdaj ne vem, kako je izraz za control engineering, sem šel googlat, pa nisem našel. Ampak skratka, v bistvu on potegne to idejo iz servo mehanizma, kakor to nastopa v control engineeringu. Ampak pomembno vprašanje je v bistvu, zakaj Wiener rab povratno zanko, zakaj na tem mestu upelje to idejo. Wiener to naredi zato, ker ustraja, da mora ta proces pridobivanja informacij potekati neprestano tekom realiziranja cilja. In tako potem tudi opredeli mehanizem povratne zanke. Citiram. Ko želimo, da gibanje sledi danemu vzorcu, mora biti razlika med tem vzorcem in dejansko izvedenim gibanjem uporabljena kot nov vložek oziroma input, da bi povzročila, da bi se reguliran del premaknil na tak način, da bi svoje gibanje privedel bližje temu, ki mu je dan z vzorcem. Konec citata. Rečeno drugače, končna napaka procesa predstavlja kot informacija vedno znova boljši začetek v tem istem procesu. To pomeni, da mora sistem opazovati svoj cilj in hkrati sebe, da bi med njima na vsakem koraku izničil distanco. Povratna zanka tako pomeni krožno vzročnost, ki deluje prek kalkuliranega obvladovanja naključja. Naključje skratka deluje kot dvojni nasprotnik, kot ozadni šum in kot razlika med stanjem in ciljem. Ta nasprotnik pa je dvojno premagan, z informacijo in s krožno vzročnostjo. Zdaj, ta Wienerjev primer je v bistvu zelo indikativen, ampak mogoče tukaj splača omeniti še enega, ki je zelo pogost, ko se govori o kibernetskih pripravah.
in to je termostat. Termostat je v bistvu, mislim, nekako je zelo preprost, ampak pač nekako zanimiv v svoji funkciji. Termostat v danem okolju zaznava njegovo temperaturo, skratka temperaturo tega okolja. In če je, oziroma ko je ta temperatura nižja ali višja od predpisane, oziroma od tiste, ki jo termostat beleži kot standardno, ta razlika sproži njegovo delovanje in mehanizem krožne vzročnosti, ki vodi v zmanjševanje razlike med dejanskim stanjem in želenim stanjem. Da pride do želenega stanja, mora delovati tako, da izniči to razliko, pri tem pa mora hkrati upoštevati svoje samo delovanje, ki spreminja to okolje, kot input oziroma kot informacijo za input v nadaljne delovanje, dokler se ne ustavi oziroma dokler ni razlika izničena in je dosežen spet predpisan standard oziroma pač normalno stanje. Skratka, kar vidimo v tem primeru anti-aircraft prediktorja ali pa tudi termostata, je to, da Wiener vzame idejo povratne zanke in control engineeringa, v katerem nastopa kot servomehanizem, in to idejo združi s konceptom informacije iz communication engineeringa. Njegova stava pa v bistvu ta, da s tem v bistvu ponudi, on reče temu, da prej je bilo zgolj to kvantitativno razumevanje povratne zanke, s tem pa dobi natančno razumevanje in s tem on ko vključi tudi koncept informacije, natančno lahko določi sam proces povratne zanke in s tem lahko tudi konec koncev gradimo malo bolj plastične teleološke sisteme. In tudi točno v tem, da doda koncept informacije, Wiener vidi v bistvu samo znanstvenost kibernetike. Ok, to je bil prvi primer. Drugi primer, ki ga Pickering navaja, pa je Ashbyjev homeostat. Zdaj, če ste kdaj gledali te naprave, tako, vedno so neki diagrami, ki jih, če nisi pač inženir ali pa fizik, kogarkoli ne moreš najlažje razumeti. Tako da jaz bom probal čisto na hitro opisati, ker v bistvu sama sestava mogoče ni to ključna, kot pač ideja, ampak tako, da boste lahko imeli predstavo, kaj to je. Sem raj sprinj, tako kaj je pravno. Skratka, to je homeostat. No? Zdaj, prva razlika je v bistvu že to, da Ashby to je dejansko zgradil, kakor lahko vidite, to je pač sam zgradil, za razliko od Wienerja. By the way, Ashby v bistvu je tudi zelo pomemben del kibernetike, čeprav ni toliko znan kakor Wiener, mogoče celo ena izmed bolj pomembnih figur britanske kibernetike, ki v bistvu reče tudi, mislim, ne britanske kibernetike, ampak tudi sam je bil en ključnih figur temu, čemu rečejo drugi red kibernetike, čemer bom malo kasneje še več povedal. Zdaj, mogoče tudi to zanimivo, da homeostat je v bistvu čisto eksplicitna referenca na koncept homeostaze Walterja Cannona in to v bistvu kar dosti razkriva, glede na to, da tudi Wiener je bil v bistvu ta ideja anti-aircraft prediktorja, je v bistvu tudi sama nekako bila pod vplivom koncepta homeostaze od Cannona in tudi ni naključje, recimo Arturo Rosenblatt, ki sem ga omenil, ki je v bistvu bil sodelavec Wienerja in ki je napisal, ki je bil soavtor tistega članka, ki sem ga prej omenil in tudi še bom, je bil v bistvu učenec Walterja Cannona, pač tega avtorja koncepta homeostaze. Ampak vseeno homeostat je vseeno, čeprav gre za isti primer, oziroma če gre za primer samoregulacije, je vseeno nekoliko drugačen primer v kontekstu njegove obravnave naključja. Skratka, če ste že videli tisto fotko, homeostat se stoji iz 4 identičnih enot. Vsaka izmed enot ima na vrhu magnet in žico, ki je iz njega speljana v vodo. V tej vodi pa je tako stalno neka napetost. Ta napetost pa predstavlja output posamezne enote. Zdaj, v bistvu niti ni to pomembno, važno je tukaj to, da je output posamezne enote speljan prvič nazaj vase kot lasten input, ker je pač preprosta povratna zanka. Hkrati pa je output te posamezne enote, iste posamezne enote, speljan tudi kot input v naslednjo enoto, kar je pa druga povratna zanka in na ta način v bistvu Ashby v sistem poveže vse 4 enote.
Tak sistem, ki je v bistvu povezan prek dveh povratnih zank, je v bistvu lahko čisto preprosto stabilen ali pa nestabilen. Eden bo pač zabeležil neko deviacijo in poslal naprej, in pa če je deviacija dosti velika, bo nestabilen, če pa ni, bo stabilen. Ampak glih za to v bistvu pomemben še en detajl, da Ashby vpelje še eno malenkost. Namreč vsako enoto vstavi stikalo, ki se vklopi, ko output preseže določeno mejo. To stikalo sproži naključno spremembo v notranjih nastavitvah enote, zaradi česar ta enota potem drugače prenaša tok in spremeni svoj output. In tukaj je tudi bistveno to, da sama sprememba, ki jo naredi posamezna enota, je povsem naključna in da ni določena. Skratka, kdo je preprosto nek seznam in ta naprava dobesedno naključno izbira, kakšno nastavitev bo pač izbrala. In zaradi te spremembe v bistvu potem tudi spremeni svoj output. Skratka, to pomeni, da ko se enkrat zgodi sprememba, ki presega določeno mejo outputa ene izmed enot in se prek povratnih zank prenese do vseh ostalih enot in spostavi motnjo celotnega sistema, takrat vsaka izmed teh enot sproži stikalo za lastne naključne spremembe, ki se tudi te same naključne spremembe prek povratnih zank prenašajo od ene enote do druge. Skratka, nekako množijo se naključni odzivi. Vsaka enota potem spreminja in prenaša te outpute naprej, dokler ne najdejo notranjih nastavitev, ki ne sprožajo več stikal, torej dokler ne vzpostavijo takšne lastne nastavitve, da ne sprožajo več stikal v drugih, da ne prenašajo več sprememb naprej in v svoji povezanosti kot sistem spet tvorijo stabilnost. Skratka, vsaka enota se svojim naključnim spreminjanjem odziva na naključna spreminjanja ostalih, dokler se vsa ta spreminjanja med seboj ne uskladijo v nov stabilen sistem. Homeostat je tako povsem preprosto rečeno stroj za ohranjanje stabilnosti in Ashby ga tudi v bistvu poimenuje kot ultrastabilen sistem. Zdaj, naključje v bistvu tukaj nastopa nekoliko drugače kot pri Wienerju. Pri homeostatu ne gre toliko za to, da bi probal obvladati naključje, da bi dosegel svoj smoter, kakor pa gre za obvladovanje naključje za ohranjanje lastnega reda. Homeostat naključju pusti nastopati, skratka ni vnaprej naravnan proti, tudi ne spremeni ga v nek trend, da bi potem napovedal, kakšna bi bila prihodnost in ga s kalkulacijo obvladal. Naključje ima homeostat za sredstvo ohranjanja lastnega reda. Naključju pusti nastopati in če nastopi kot motnja, se mu zoperstavi pa se mu tudi sam serijo naključnih sprememb, ki naj bi se na neki točki med seboj povezale tako, da bi ustvarile novo ravnovesje in vzpostavile novo stabilnost. Stava je torej ta, da se v srečanju zunanjega naključja in notranje povezanosti sistema le ta transformira v nov stabilen red. Zdaj, pri tej razliki med Wienerjem in Ashbyjem bi v bistvu rad postavil še eno razliko, da v bistvu oba, kar je dela za kibernetika, je to, da se oba naslanjate na osnovno idejo povratne zanke, pač na to osnovno kibernetsko idejo. Razlika pa je ta, da jo Wiener uporablja kot sredstvo za doseganje smotra, Ashby pa za ohranjanje sistemov. Zdaj, načeloma pač sta obe variaciji konec koncev lahko združljivi. Vsak sistem, ki teži k nekemu smotru, mora hkrati skrbeti tudi za regulacijo samega sebe in to na tak način, da se prilagodi okolju v realizaciji svojega lastnega smotra. Ampak vseeno je nekako iz vidika ideoloških konsekvenc ta razlika precej pomembna. Pač povsem jasno je, da če vzamemo termostat, da se ta nikoli ne spreminja v tem, ko spreminja svoje lastno okolje. Termostat v svojem delovanju uravnavanja okolja ostaja isti, čeprav sam ne obstaja brez okolja, ni njegov del, ampak je njegova umetna funkcija. Niti nima, v bistvu je v svoji vpetosti okolje, niti nima svoje lastne substancialnosti, ker je čista želja po nadzoru, ki izgine takoj, ko ni ničesar za regulirati. Za razliko od tega pa homeostat je vpet v lastno okolje, prek zunanje spremembe se tudi sam spremeni oziroma prilagodi, ker tudi ne cilja k nadzorovanju teh sprememb v okolju, ampak jim pusti, da se zgodijo in se v tem, kar se zgodi, sam prekonfigurira, če je to treba. Ultrastabilnost torej implicira adaptacijo v okolju. In natanko ta razlika med termostatom in homeostatom je razlika med tem,
čemur pravijo prvi red in drugi red kibernetike, kar sem že prej omenil. Glavna razlika je pa v bistvu to, da drugi red kibernetike posploši mehanizem povratne zanke še nase, no in tudi ta stvar, ki ne bi nadzorovala, je vključena v sam proces regulacije. In kar je v bistvu pomembno zato, ta razlika je v bistvu pomembna zato, ker pojasnjuje, zakaj lahko ideologi liberalizma v kibernetiki vidijo liberalne ideje in zakaj lahko v njej hkrati drugi vidijo antiliberalizem. Prvi recimo poudarjajo povratno zanko kot lastnost avtonomnih sistemov v njihovi samoregulaciji, skratka načelo avtonomije, drugi jo pa vidijo kot zunanje sredstvo za doseganje smotrov in s tem možnost za tehnološki nadzor. Skratka izničenje v bistvu svobode drugega. Ok, ampak nazaj Wienerju in Ashbyju, kar je kot rečeno druž, je to, da sta oba v bistvu zgradila živ stroj. In pri Ashbyju v bistvu to še toliko bolj očitno, ker je direktno prenesel princip homeostaze kot samoregulacije živih bitij na neživa bitja in pokazal, da lahko zgradimo tudi naprave, ki delujejo po istem principu kot živa bitja. Natanko zaradi tega postane ultimativna verifikacija resničnosti kibernetskih teorij njihova materializacija. Ta materializacija pa pravzaprav implicira nekako na pol demiurško ustvarjanje življenja strojev, njihovo avtonomno življenje, torej njihova zmožnost obvladovanja naključja v realiziranju lastnega namena, pa je v bistvu na koncu sam dokaz resničnosti njihove teorije. Če je stroj kot stroj živ, potem je kibernetska ideja resnična. Skratka, kibernetike so zabrisali razliko to, kar je takrat bistveno razlikovali živo in neživo, s čimer so oživeli tehnologijo in tehnologijo posplošili na naravo. To pa je v bistvu ta drugi razlog, ki sem ga tudi hotel, ki sem ga prej na začetku omenil, zakaj je kibernetiko smiselno razumeti kot tehnologijo za fleksibilno obvladovanje naključja. Namreč, da je kibernetika prek ideje povratnih zank tehnologijo posplošila na vsa bitja, na živa in na neživa. In tukaj bi se vrnil k tekstu, ki sem ga prej omenil, skratka Behavior, Purpose and Teleology, Wienerja, Rosenblatta in Bigelova iz leta 1943. Tukaj imam še eno, malo slaba fotka, Mondana okol, ampak je mogoče, če imamo to v mislih, se mogoče malo lažje lahko znajdemo, ampak ni spet to bistveno. Zdaj, tukaj bom jaz vzpostavil bolj ali manj neko zanimivost v tem tekstu. Samo mehanizacijo smotra bo verjetno Timi malo bolj razložil čez 2 tedna. Vsem pa na tem mestu tudi vzpostavil, da je ta tekst v navezavi z prej omenjenim tekstom Logical Calculus of Ideas Immanent in the Nervous Activity Warrena McCullocha in Walterja Pitza iz istega leta. Skratka, da je ta dva teksta v bistvu predstavljata nekak začetek kibernetike oziroma bil je pravzaprav povod za tista Macy konference, kar bom kasneje tudi še malo bolj pojasnil. Skratka, ta dva članka predstavljata sam začetek kibernetike, v njiju pa lahko razberemo 3 ključne poteze, ki so začrtale pot kibernetikov in določile izhodišče za debate v njihovih Macy konferencah nekaj let kasneje. Zdaj, prva poteza sem že omenil, in sicer mehanizem povratne zanke kot fleksibilno obvladovanje naključja. Druga poteza je pa v bistvu razširitev tega koncepta prek zabrisanja ločnice med živim in neživim. Skratka, vse zdaj postane prek te zabrisane ločnice stvar povratnih zank. Skratka, v tem omenjenem članku avtorji zagovarjajo naslednjo trditev, citiram, da lahko uniformno behavioristično analizo apliciramo tako na stroje kot na žive organizme, ne glede na kompleksnost vedenja. Konec citata. Zdaj, v bistvu pomembno je tukaj, kaj pomeni sploh ta behavioristična analiza. Zdaj, s tem imajo oni v mislih pristop, in to so pač njihove besede in definicije, ki raziskuje output objekta in razmerje tega outputa do njegovega inputa v danem okolju. In tukaj je bistven dodatek v danem okolju. Vedenje tako definira kot spremembo tega objekta v njegovem razmerju do okolja, ta sprememba pa lahko pride iz okolja ali pa iz samega objekta. Rečeno drugače, sprememba je lahko input ali pa output tega objekta. In pri vsem teh govoru o inputih in outputih hitro lahko vidimo,
da avtorji ne združijo funkcionalizma in behaviorizma, ampak v bistvu, da funkcionalizem posplošijo oziroma razširijo čez behaviorizem. In to je v bistvu to, kar pomeni uniformna behavioristična analiza. Ampak ta uniformnost je v bistvu na tej točki povsem praznejša, zato probajo vzpostaviti notranjo klasifikacijo vedenja, ki pa pač vidite na tistem listu. Zdaj, prva razlika, ki jo naredijo tam, je razlika med aktivnim in pasivnim vedenjem, pri čemer je prvi vir energije, drugi pa ne. Recimo primer, ki ga omenjajo, je pri pasivnem vedenju je vržen objekt. In tukaj bi rad v bistvu pomenil, da je ta razlika precej, da je že sama na sebi precej bizarna, ker pač preprosto ni nobene stvari na tem svetu, ki se ne bi pasivno vedla, ker preprosto to pomeni, da se z njo nekaj dogaja. Recimo nekdo vrže kamen, zato se kamen pasivno vede kot vržen. Ampak precej nesmiselno je reči, da se kamen vede kot vržen. Zato v bistvu ta razlika nima kaj dosti smisla, če ne upoštevamo druge razlike, ki jo naredijo. In druga razlika je razlika znotraj aktivnega vedenja, in sicer se deli to vedenje na namensko in nenamensko. Purposeful and unpurposeful, mislim da. In tukaj lahko končno srečamo njihovo definicijo namena, ki se glasi, citiram, vedenje, ki ga lahko razumemo kot usmerjenega k cilju. Konec citata. Zdaj, to je v bistvu ful kratka definicija in z dobrim razlogom, oziroma pač imajo nek razlog za to. In tudi precej dobro se zavedajo, da te besede, ki ga lahko razumemo, da so precej prazne, ker pač preprosto moramo interpretirati, a je lahko neka stvar usmerjena k cilju ali pa ne. Ampak, in to sami omenjam, ampak v bistvu vztrajajo vsem pri tej opredelitvi. Razlog, zakaj vztrajajo, pa je v tem, da morajo vztrajati na zunanji transparentnosti vedenja, ker drugače bi morali govoriti o nekem notranjem pojavu volje kot razlogu za voljno dejanje, oziroma voluntary act, kot temu pravijo, ali pa celo še hujše o zavestnem dejanju, kar bilo pa za kibernetike pač preprosto neka abstraktna psihologija ali pa celo metafizika duha, ki pač ničesar ne bi pridodala, saj svobodne volje, ki se giblje k finalnem oziroma smotrnem vzroku, ne moremo ne meriti, ne moremo analizirati in še huj, ne moremo je modelirati in materializirati oziroma ne moremo je zgraditi. Tako da preprosto to izvržejo. Kakorkoli, avtorji recimo kot primer tega nepomenskega vedenja za primer navedajo uro, pač mehansko uro, ki je sicer zgrajena z nekim namenom, ampak ni usmerjena k nobenem končnem stanju, ampak pač slepo teče in kaže čas. Kot primer namenskega vedenja pa navedajo torpedo z mehanizmom za iskanje tarče. In ta torpedo v bistvu dostikrat nastopa. Zdaj, pač torpedo pač ima neko končno stanje, v katerem se prizadeva približati. Skratka, to je primer namenskega vedenja. Ampak tukaj se dosti hitro pojavi nek problem. Ta razlika med namenskim in nenamenskim v bistvu predpostavlja sam mehanizem povratne zanke, ker je to v bistvu prav mehanizem zmanjševanja razlike med končnim in danim stanjem, ker je pač način samega realiziranja cilja. Tako da povratna zanka je v bistvu tukaj dejanski pogoj namena. To pa se izkaže za problematično v tretji razliki, pa dalji razliki, ki jo naredijo. To pa je razlika znotraj namenskega delovanja, ki je razlika med teleološkim in neteleološkim vedenjem, pri čemer omenijo, da prvi uporablja mehanizem delovanja, mehanizem povratne zanke, drugi pa ne. In ta razlika pravzaprav nima nobenega smisla, glede na predpostavko druge razlike, in tudi nekako že sama na sebi v bistvu zelo, ni najbolj jasno, zakaj jo naredijo. Zakaj moramo sploh govoriti o teleološkosti in neteleološkosti oziroma smotrnosti in nesmotrnosti znotraj pomenskega vedenja, če je pač kakršnakoli ideja o notranjem psihičnem življenju odvečna. Ta razlika se v bistvu še posebej odvečna, ker dosti hitro zatem oziroma kakšen odstavek zatem tudi izjavlja, da vse namensko vedenje potrebuje mehanizem povratne zanke, s čimer pač de facto razveljavijo to tretjo razliko. Ampak dejansko se da nekako pojasniti, zakaj vsa ta zmeda, zakaj vseeno potrebujejo to razliko med teleološkim in neteleološkim. In to je to, da poskušajo z neteleološkim pomenskim vedenjem klasificirati tisto vedenje, ki sicer pripada bitjem z lastno energijo, kot oni temu pravijo, ampak gre pač preprosto za goli refleks ali pa neposredno reakcijo. Pač preprosto roka mi trzne in to pomeni, da tekom izvajanja tega, da pač roka trzne, ne morem nadzirati samega gibanja
oziroma pač ne morem nadzirati gibanja usmerjanja k cilju, ker pomeni, da ni na delu povratne zanke. Ne. Torej gre za neteleološko od znotraj pomenskega vedenja nekega bitja. In v bistvu mi kar hecno, ker bi težko našel lepšo definicijo tega, čemur psihoanalitiki rečejo nezavedno. Ampak ker kibernetiki v bistvu nimajo glih dosti posluha za nezavedno, je edini način, da razumemo upeljavo te kategorije ta, da jo razumemo kot posledico mešanja klasifikacije vedenja in klasifikacije bitij. Izraz funkcija, izraz objekt in izraz bitje so za kibernetike povsem izmenljivi. Kibernetiki tako ne klasificirajo različnih vedenj različnih bitij, ampak iščejo isto idejo povratne zanke pri različnih bitjih in v različnih bitjih. To mešanje pa tudi lepo pojasni, zakaj v bistvu kibernetiki nikoli nimajo nobenega najmanjšega problema, da v isti sapi govorijo o torpedu in o človeški roki, ki sega po kozarcu. Skratka, da nekako iščejo torpedo v človeku. Zdaj, poanta, ki bi tukaj izpostavil, ni toliko to, da kibernetiki v bistvu razstavijo organizem na posamezne dele in ga zreducirajo na nek mrtev mehanizem. Kibernetiki res vidijo mehanizme in povratne zanke vse posod v tem svojem inženirskem pogledu na vsa bitja, ampak to ne pomeni, da so za njih vsa bitja mrtva mehanika. Nasprotno, za njih so vsi mehanizmi, oziroma tisti, ki vključujejo mehanizem povratne zanke, za njih so vsi ti mehanizmi živi. Torpedo je živ, roka je živa, človek je živ. Skratka, če kibernetiki kaj storijo, je to, da z idejo povratne zanke razširijo življenje čez razliko med organskim in strojnim. Strojem pripišejo pomenskost in jih s tem oživijo, pri tem pa jim ne pripišejo podobe človeka, kar je pač bistveno. To ni Terminator, ne Frankensteinova pošast, za kibernetike je v bistvu tisto, kar je živ, je torpedo. In kibernetiki tudi res mehanizirajo duha človeka in vsa bitja, ko jih razstavijo na funkcije povratnih zank, ampak kraj te funkcije animirajo celoten spektr živih in neživih bitij. In tega zabrisanja razlike med živim in neživim tudi ne naredijo nekritično, saj razlikujejo med funkcionalnimi razlikami bitij, recimo pazijo na razlike med organskim in strojnim, med tkivi in kovino, med različnimi mobilizacijami energije pred enem in drugim in tako naprej, to so prav njihovi primeri. Ampak vseeno kibernetiki spregledajo v tej njihovi demiurški iluziji to, da je spregledajo samo nemožnost nekompatibilnosti v združevanju živega in neživega. Spregledajo irreduktibilne specifike vseh tako ali drugače živih bitij. Spregledajo raznolikost povratnih zank, razlikovanje v homeostatičnih procesih glede na njihovo materialnost. Kibernetiki vedno predpostavljajo možnost nove povratne zanke, ki bi regulirala funkcijo te neobvladljive specifike. Skratka, vedno lahko nastopi neka nova povratna zanka, kjerkoli se pojavi nek problem. Z mehanizmom povratne zanke ne more biti nobenega možnega konflikta med bitji in v bitjih. Naključje je vedno obvladano, vse je stvar takšne ali drugačne konstrukcije in upravljanje s funkcijami. In mimogrede, recimo tukaj tudi pri tej tematiki je zanimivo tudi to, da ravno zaradi te razlike zaradi te zamegljene razlike med živim in neživim, še posebej v obliki razmerja med človekom in strojem, so se kibernetiki vračali že v 90-ih posthumanisti, začenši s Catherine Hayles in Donna Haraway. V kibernetiki so videli zametke ideje kiborga kot bitja, ki v sebi združuje živo in neživo. In mimogrede ta ideja kiborga oziroma ta ideja sinteze živega in neživega v bistvu izhaja iz vojaškega konteksta druge svetovne vojne in še bolj hladne vojne in ni naključje, da kibernetiki vse nekako primerjajo torpedo in človeka, ker v nekem smislu sta vseeno morala tvoriti učinkovit vojaški tandem. Kibernetiki so z zamegljevanjem ločnice med strojem in človekom to zagotovo omogočili. Vsekakor pa so bili previdni pri opredeljevanju odnosa med strojem in človekom in ga niso razumeli kot konstitutivnega, ampak zgolj kot kompatibilnega. Nujnost po konstitutivnem odnosu med človekom in strojem se pojavi šele takrat, ko tehnologija postane obči pogoj človeškega življenja in ne zgolj vojaško sredstvo, pri čemer ima definitivno veliko vlogo tudi neoliberalni kapitalizem. V vsakem primeru pa kibernetika postane spet popularna v 90-ih s posthumanizmom, ki v kibernetiki išče nujno sintezo človeka in stroja, išče kiborga kot spravljeno razliko živega in neživega.
Ok, to je bil drugi razlog, zdaj pa še zadnji razlog za to tezo, zakaj je kibernetika tehnološki poskus obvladovanja naključja. Ta razlog ni tako neposreden, ni tako povezan s samim naključjem in tudi bolj posredno je povezan s povratnimi zankami, je pa bistveno zato, da so razumeli kibernetiko kot samo univerzalno metodo, ki je utemeljevala vse možne posplošitve te ideje, namreč povratne zanke. In tukaj ima bistveno vlogo članek, ki sem ga že omenil, ki sem ga že tokrat omenil, to je A Logical Calculus of Ideas, Imminent in Nervous Activity, Warrena McCullocha in Walterja Pitza iz leta 1943. Mislim, sem še enkrat mogoče preberem naslov, ker je res bizaren. A Logical Calculus of Ideas, Imminent in Nervous Activity. To je prvi poskus, ta članek predstavlja prvi poskus obravnave funkcioniranja nevronskih mrež po načelih propozicijske logike. Po domače, biologija deluje tako na isti način, kot deluje logika. To je cela stava tega teksta. In ključna poteza, ki jo pri tem povezovanju, kjer je avtorja tukaj naredita, je to, da trdita, da vzdraženje nevronov in prenos impulzov po njihovih sinapsah razumeta po binarni all or one oziroma vse ali nič logiki. Zdaj smo že zadnjič govorili o teh nevronskih mrežah, tako da ne bi ful o tem, ampak zelo na grobo, kaj sta s tem naredila, kaj ta all or none logika pomeni. To pomeni to, da vsak nevron ima nek input, ki ga določajo drugi vzdražujoči nevroni. In vsak nevron ima nek prag, in če input vseh teh zdraženj presega ta prag, potem ta nevron sam pošlje naprej impuls in postane tudi sam vzdražujoč nevron za nadaljne nevrone v verigi. Če ne presega tega praga, potem nevron ne vzdraži naprej. Zato all or none. Skratka, če je input zadost velik, da presega prag, potem pač pošlje signal oziroma impuls naprej, če ne, pač ne. In to je ta vse ali nič. In ta vse ali nič ima za McCullocha in Pitza isto vlogo kot resničnost ali napačnost logične propozicije. Nevron je, tako rekoč, bodi si resničen, ko deluje in prenese impuls naprej, bodi si napačen, ko ga ne prenese naprej. Če mu dodata avtorja še to, da obstajajo nevroni, ki ne vzdražujejo, ampak onemogočajo prenos impulza, ga inhibirajo in so torej funkcionalno nasprotje vzdražujočih nevronov, ker v jeziku McCullocha in Pitza v bistvu pomeni, da so logično nasprotje. Tako McCulloch in Pitz postavita podlago za razumevanje delovanja nevronskih mrež kot logičnih trditev. Recimo, če imamo vzdražujoč nevron A in še en vzdražujoč nevron B za vzdraženi nevron C, potem lahko to zapišemo kot logično trditev, če je resničen A ali B, potem je C resničen. Ali pa recimo, da je nevron A vzdražujoč in nevron B inhibirajoč, to lahko zapišemo kot, če sta A in B resnična, potem je C napačen. Tako naprej, skratka, po tej isti logiki. Zdaj, to je zelo na grobo, v bistvu ključna poteza njunega modela nevronskih mrež. Zdaj, ta tekst je v bistvu kar kompleksen, ker gre to v bistvu res na dolgo prikazati, mislim formalizirati konec koncev to obnašanje nevronskih mrež. Ampak v bistvu to je nekako ključna poteza, ta all or nothing. In tukaj lahko omenim v bistvu še to, da tukaj zagovarja simbolno logiko, ampak nekako tudi vsem probata vključiti idejo učenja in tudi ne vidita nobene nekompatibilnosti s tem in isto se mi zdi, da pri Turingu nekako, ne? Da tudi on poudarja učenje, ampak mislim, da ne vidi nobenih težav, tukaj so tudi združljivosti enega in drugega. Ampak tukaj pri tem tekstu se v bistvu izkaže, da imata McCulloch in Pitz velike probleme, ko probata vključiti samo ideje učenja v nevrone in tudi v sinapse, ki v tem modelu tvorijo formalne povezave nevronskih mrež. Učenje tukaj pomeni spreminjanje praga vzdraženosti in prek tega bi tudi nekako pomenili to spreminjanje samih sinaps, kar bi v bistvu zelo otežilo oziroma mogoče celo onemogočilo formaliziranje nevronskih mrež. Kakorkoli v to idejo učenja McCulloch in Pitz upeljata neko zelo bizarno idejo krožnosti in sicer kot krožnost ohranjanja vzdraženosti nevrona, skratka, da sam nekako cirkularno ohranja svojo vzdraženost in ravno zaradi te krožnosti ste v bistvu tudi videla inspiracijo v mehanizmu povratne zanke, recimo McCulloch je bil navdušen nad Wienerjem in tistim tekstom, ko sem ga prej razlagal in tudi videla ste za to neko možnost, da se pač poveže eno in drugo. Ne?
Le da v tem primeru v bistvu, ko ga uporabljate na kolah in pic, ni bila toliko negativna povratna zanka, ki bi vzdraženje odpravljala, ampak v bistvu bolj deluje tudi kot pozitivna povratna zanka, ki oplaja to vzdraženje. Skratka, tukaj predvsem hočem povedati to, da vse en tej zelo nejasni ideji učenja vse najdemo stik povratne zanke, ki je ključna kibernetska ideja in tudi samih nevronskih mrež. Ampak realno ta konceptualna povezava v bistvu ni glih močna in to se v bistvu tudi zelo dobro vidi v nadaljem razvoju nevronskih mrež. Recimo Rosenblatt, ki sem ga zadnjič omenjal, je od McCullocha in Pitza zelo malo vzel, kar se tiče tega članka. Vzel je v bistvu zgolj goli model nevronskih mrež. Ideja učenja je pa vzel od Donalda Heba, ki zagovarja, da je v bistvu učenje prav krepitev sinaps, torej povezav med nevroni. In tukaj je tudi v bistvu na mest simbolne logike potem upeljal verjetnostni račun, učenje pa je nekako spet posebej opredelil na nek način kot povratno zanko. Skratka, spremenil je v bistvu, ohranil je golo arhitekturo nevronskih mrež, spremenil pa v bistvu njihovo logiko. In mimogrede, mislim, da se ne me kdo popravi, če to bolj poznam, ampak mislim, da tudi danes sodobne nevronske mreže ne delujejo več po all or nothing načinu, oziroma se mi zdi, da ima vse prek teh, čemur smo zadnjič rekli, aktivacijska funkcija, da vse na bolj kompleksen oziroma nelinearen način prenašajo naprej impulze. Skratka, kaj potem sploh še ostane v bistvu od teh nevronskih mrež, če je zelo hitro se izkazalo, da imajo veliko problemov. In recimo tukaj je zanimivo, da že John von Neumann, ki je bil tudi del kibernetikov, da ta velik matematične aksiomatike in formalizacije v bistvu je podvomil v to, da je lahko takšna atomistična zasnova nevronov, ker v resnici ni kaj dosti govora v bistvu v sami mreži, ni kaj dosti govora o kompleksnosti teh povezav, podvomil v to, da je takšna zasnova v bistvu res lahko sploh imanentna možganom. In on je recimo izpostavil prostorsko in tudi časovno razliko med biološkimi možgani, med delovanjem bioloških možganov in elektronskih vezij. Recimo rekel je, da elektronsko vezje prenaša impuls veliko hitreje kot možgani, medtem ko sami možgani so veliko bolj kompleksni v svoji strukturi, kot pa elektronsko vezje. In mimogrede, ko smo že pri tej temi primerjave človeka in stroja, ki ga tukaj najdemo pri von Neumannu, v bistvu bi sami nasploh kibernetiki težko najdemo idejo, ki je nekako kasneje zelo ratala popularna, da inteligenten stroj izpodriva človeka in ga dela nekako odvečnega za svet. Skratka, mislim, res je to, da inteligentni stroji niso bili toliko razviti kot danes, recimo v tistem času, ko je von Neumann to pisal, je hkrati tudi gradil v bistvu prvi digitalni računalnik in tudi konec 40-ih niso bili še najbolj operativni. Ampak vseeno kibernetiki predstavljajo v bistvu sam izvor mehanizacije duha in v tem izvoru ne najdemo izključujočega razmerja med strojem in človekom, prav zato, ker med njima še ni takšne bližine, ki bi sploh omogočal nujno konjunkcijo ali pa nujno disjunkcijo in ki se potem kasneje začne pojavljati tudi na področju umetne inteligence, vsaj od 70-ih naprej, če ne mogoče že prej. Kakorkoli pri teh von Neumannovih pomislekih je v bistvu najbolj zgovorno to, da ni kljub tem pomislekom nikoli podvomil v to, da se da duha mehanizirati, ni podvomil nikoli v to, da nevronske mreže dejansko lahko utelešajo nekakšno logiko in da tudi takšna kompleksnost, kot jo predstavljajo človeški možgani, lahko dobi svojo logiko in mehanizacijo. Zdaj, Jean-Pierre Dupuy, ki sem ga prej omenil, neprestano poudarja, in to se mi zdi nekako tudi glavna teza, to, da kibernetika ni gledala na stroj kot na človeka, da računalniku ni pripisala človeškosti, skratka, da ga ni antropomorfizirala, ampak da prej kot karkoli drugega, da je mehanizirala človeškega duha. In to se mi zdi, da drži. Bistveno pri tem pa je, kakšen epistemološki status sistem tako ali drugače kibernetika pripiše. Nevronske mreže McCullocha in Pitza so dejansko utemeljile možnost mehanizacije duha, s tem pa so dobile status transcendentalnega, saj ta model nevronskih mrež za kibernetike predstavlja spoznavo spoznavnega aparata, kar kibernetiko samo dela za transcendentalno filozofijo in tukaj Dupuy tudi zelo se naslaja na tem, ker so bili tudi konec koncev precej antifilozofski. To je pa tudi način, kako potem prejme univerzalna veljavnost, kako univerzalno veljavnost prejme takšna ali drugačna kategorija matematične logike in takšna drugačna oblika povratne zanke. Skratka,
Če pa vzamem zdaj nekako vse te trditve in vse te razloge. Prvo smo postavili splošno tezo, ki opredeljuje samo kibernetiko, in sicer, da je kibernetika idejno gibanje vzpostavljanja fleksibilne tehnologije. Pri tem smo navedli 3 razloge za takšno opredelitev. Prvič, zakaj kibernetiko umeščamo v zgodovino tehnologije? Zato, ker je kibernetika tehnoznanost in sicer v tem smislu, da je zanjo nujna možnost materializacije lastnih idej, saj le ta pomeni njihovo verifikacijo. Ker gre za ideje o povratnih zankah in pomenskem delovanju, ta verifikacija pomeni izkazovanje avtonomnosti kibernetskih strojev. Skratka, stroji so živi. Ne? To smo potem navedli tudi še drug razlog, namreč da za njih, za kibernetike, tehnologija ni zgolj mrtva tehnologija, ampak kraj tudi živa narava. Saj s konceptom takšne ali drugačne samoregulacije zaprišajo ločnico med živim in neživim. S tem ustvarja celoten spekter bivajočega, v katerem med enim tako ali drugače živim bitjem in drugim tako ali drugače živim bitjem posreduje takšna ali drugačna povratna zanka. In potem nazadnje še tretji razlog, kibernetski projekt z mehanizacijo duha dobi status transcendentalnega in tudi univerzalno veljavno. Ok, to nekako bi bila moja splošna trditev oziroma teza o kibernetiki in tudi ne bi rekel, da je v bistvu to neki izčrpen prikaz same kibernetike. V bistvu bolj, kar probam s tem narediti, je bolj ali manj nekako postati neko grobo razmejitev samega objekta iz te empirije in poskusiti tudi fiksirati neko metodo, kako se lotiti preučevanja kibernetike. Ne. Skratka, nekako po domače rečeno, probal sem pripraviti teren sploh za raziskavo kibernetike. In zdaj, rekli smo v bistvu, postavil sem tezo, da je kibernetika idejno gibanje. In kaj v bistvu to idejno gibanje pomeni, tukaj se mi zdi, tukaj bi kar ustrajal, da idejno gibanje v bistvu mislim s tem, da je kibernetika mesto neodločenih razprav oziroma mesto razlik, na katere smo danes v času razvoja umetne inteligence pozabili. In tudi na tiste konference, te mejske konference se mi zdi, da bolj ali manj, kar jih odlikuje, ni neka, bi rekel, enotna dogma, bolj ali manj neke razlike, v katerih razpravlja in tudi se vidi, da nekako nimajo nekih končnih odgovorov in da nekako melijo non-stop različne probleme. Kot smo nekako deloma že lahko videli, omenjeni ključni koncepti kibernetike, kot so povratna zanka, nevronske mreže, samoregulacija in tako naprej, to so vsi predmet kibernetskih razprav in tudi različnih mnenj. Skratka, ni glih enotnega mnenja v teh konceptih. Tako kibernetske razprave recimo vključujejo neodločeno razliko med redom in kaosom, če malo nekako poenostavim, kot recimo Steve Himes to pokaže. In ključni figuri tukaj sta John von Neumann na strani reda in Norbert Wiener na strani kaosa. In bi se tudi zanimivo, kako se njuni matematiki nekako podobno vidi. Oba sta bila nekako sestovela kot matematična genija, ampak v bistvu sta bila predvsem na nasprotnih straneh, čeprav sta bila konec koncev tudi velika prijatelja. V teh razpravah recimo lahko najdemo tudi neodločeno razliko med diskretnim in kontinuiranim. In tukaj recimo najdemo tudi ključni figuri Warren McCulloch na strani prvih oziroma na strani diskretnega in recimo slovit gestalt psiholog Wolfgang Köhler, ki v bistvu sicer ni bil del kibernetikov, ampak je bil zelo pomemben del njihovih razprav in tudi na neki drugi konferenci na Higgson simpoziju je v bistvu sta se srečala in tudi debatirala točno o tem, o razlike med diskretnim in kontinuiranim, v bistvu med samih sinapsah, med samimi nevronskimi povezavami. Ne. V tem kibernetskih razpravah lahko tudi najdemo recimo temu potlačeno razpravo o nezavednem, ki v bistvu najdemo bolj ali manj v enem človeku in to je Lawrence Kuby, ki je v bistvu edini psihoanalitik na teh mejskih konferencah in v bistvu nekako njegovih poskusih, da bi probal nekako združiti Freudov psihični aparat in koncept povratne zanke, pri čemer recimo Dupuy reče zelo direktno, da ga noben ni glih šljiv, noben ga ni glih resno jemal. Tako da tudi tukaj je neka zanimiva recimo temu potlačena razprava. Najdemo lahko recimo potem tudi neodločeno razliko med digitalnim in analognim, med informacijo in signalom, to je recimo izpostavil Heinz von Forster med drugim, nekako očito v bistvu kibernetiki,
temu, ki čemer je on takrat rekel, prvi red kibernetike, da so v bistvu zelo inženirsko in v bistvu celo vojaško gledali na informacijo in da so v bistvu s tem razumeli signal. Ne? In tudi reče, recimo, nekoliko hecno, no, da informacija in signal je dosti isto, če gre za ukaz. Ne? Ni časa za neko interpretacijo, ker ne bi informacija predpostavljala. Skratka, če kibernetiko res lahko definiramo kot idejno gibanje vzpostavljanja fleksibilne tehnologije in kot taka predstavlja izvor današnje umetne inteligence, pa se moramo temu izvoru vračati kot k mestu neodločenih razlik in razprav, natanko zato, da se tudi izognemo današnjim postkomunističnim in transkomunističnim zagatam in konec koncev tudi celotnemu hajpu, katero sem zadnjič tudi nekaj na hitro omenil. Ok, zdaj pa na koncu to nekako, recimo temu, konceptualna teza ali pa konceptualna zasnova kibernetike. Zdaj mogoče na koncu, da nam čist preveč konceptualiziral nekaj podatkov o tem, kaj sploh kibernetika, kako recimo temu materialno je, oziroma kaj točno, kaj človek bere, ko se loti kibernetike. Ne? Zdaj, kot rečeno, kar sem probal spostaviti, je zgolj neka podlaga za kibernetiko in zato sem tudi se toliko osredotočil na te dva članka, skratka Behavior Purpose Teleology, Wienerja, Rosenblatta in Bigelova in na članku Warrena McCullocha in Waltera Pitza Logical Calculus of Ideas, Immanent in Nervous Activity. In začetni povod, v bistvu zato, ker je leta 1948 Wiener v tisti knjigi, ki sem jo zadnjič dal na okol, ki je naslov Kibernetika, ki je tudi s tem dobila svoje ime, takrat pač, ko so se začele Macy konference, še niso si rekli kibernetiki, to je bilo predvsem Wienerjevo delo. Skratka, začeten povod se je zgodil v bistvu leta 1941, malo pred omenjim, preden sta nastala omenjena članka oziroma sta bila objavljena. Leta 1941 je na konferenci Cerebral Inhibition Meeting, to je nekako ta začeten povod, organiziral je Frank Fremont Smith, to je v bistvu, ponovadi ljudje ne poznajo, ampak v bistvu ta, ki je bil zelo pomemben pri Macy fundaciji, mislim, da je bil direktor za medicinsko področje, in on je v bistvu bil ta, ki je Macy fundacijo, ki iz Macy fundacije pomagal organizirati in tudi financiral te konference. No in na tej konferenci Cerebral Inhibition Meeting so se prvič srečali v bistvu verjetno kar vsi pomembnejši akteri, to so Warren McCulloch, Arturo Rosenblatt, Margaret Mead, Gregory Bateson in Lawrence Frank. Zdaj Lawrence Frank je v bistvu tudi en izmed Macy, pač povezan z Macy fundacijo. In tukaj je v bistvu zanimivo pri tem dogodku iz leta 1941 na tej konferenci, v bistvu, kar je bilo zanimivo je to, da je Arturo Rosenblatt predstavil te osnovne ideje, ki jih je potem objavil 2 leti kasneje z Wienerjem in Bigelovom v tem omenjenem članku in v bistvu, da so bili nekako vsi ful navdušeni na to idejo povratne zanke in krožne vzročnosti. Recimo mislim, da Margaret Mead celo reče, ojoj, to je bilo, okrušila sem si zob, pa sem še lepo opazila po tej konferenci, da kaj se je zgodilo, ker sem toliko navdušena nad povratno zanko. In tudi te akterji, tudi te so, mislim, da predvsem Bateson, Mead pa McCulloch so prepričali potem Franka Fremont Smitha pa Lawrencea Franka, da so nekako spet zagnali, pač nadaljevali s tem, ker so tam konec koncev začeli in spostavili neko novo konferenco, ki se je potem po vojni leta 1946 tudi zgodila in je zaznamovala začetek tega, čemur se danes reče kibernetske Macy konference. Zdaj, tukaj je mogoče zanimivo to, ker na eni strani sta Rosenblatt, Bigelow pa Wiener, ki so bili bolj iz naravoslovja, na drugi strani pa Bateson, Mead, pa kakšen Lawrence Frank tudi, no, ki so bili v bistvu nekako humanistično, recimo jedro humanističnih znanosti na teh Macy konferencah. Ne. V bistvu oni so se združili tako, da so že prej poznali Fremonta Smitha in konec koncev tudi Franka in so v bistvu tudi, recimo Bateson pa Mead se ukvarjali z antropologijo, potem so pa tudi v bistvu kasneje, konec 40-ih, čisto kot zanimivo spostavili to, čemu so rekli World Federation for Mental Health, kjer so nekako to družili, ki tudi naprej širili te ideje povratnih zank. Tako da to je bilo recimo neko humanistično jedro, ki v bistvu dobro povezava še pred tiste konference Cerebral Inhibition, da so nekako dobili skupno iskro, ki se imenuje mehanizem povratne zanke.
Na drugi strani pa recimo prek Rosenblatta, ki je bil na tej konferenci, se potem prek njega priključil še Wiener in Bigelow, ker so bili kot sodelavci. Warren McCulloch pa na koncu se je izkazal, da je v bistvu ta glavni iniciator, ki je v bistvu najbolj težil k temu, da se to zgodi. In na koncu je bil tudi vodja oziroma nekako moderiral te kibernetske Macy konference in na ta način tudi precej določil njihov potek. Zdaj, en pomemben akter drugače je bil tudi John von Neumann, nekako ponovadi ga umeščamo zraven kibernetikom. On se je tudi pridružil prek Norberta Wienerja, ker sta bila v bistvu nekako stara znanca že iz 20-ih, ker sta bila oba v Göttingenu. Mislim, da sta celo oba študirala pri Davidu Hilbertu, takrat, ker je bila pač to nekako matematična prestolnica Evrope. In sta nekako v bistvu že takrat oziroma nekoliko kasneje tudi planirali, da bi vzpostavili nek center za pač neke skupne teme, ki sta jih imela, da bi pač to raziskvala. Ampak se na koncu to tudi ni zgodilo, predvsem zato, ker je von Neumann šel na Princeton je šel pa to, zato ker je tam v bistvu dobil nek poseben oddelek, svoj laboratorij, da je lahko zasledoval svoj projekt grajenja digitalnega računalnika, ki ga tudi pol, mislim, da konec 40-ih je zgradil, ampak ne tam, ampak projektu, ki se imenuje EDVAC, ki izhaja iz ENIAC-a. In v bistvu, ker to nekako, medtem ko Wiener pa ni bil na Princetonu, on je bil na MIT-u. Ampak recimo ta zgodba pove tudi to, da v bistvu dost predavateljev oziroma udeležencev Macy konferenc je bilo tako ali drugače povezan z ameriško vojsko in tudi v kontekstu hladne vojne so zelo veliko sodelovali pri tajnih raziskavah in recimo mislim, da McCulloch se na neki točki prav jezi, da recimo Wienerja spet, von Neumanna spet ni in da ne more tudi razpravljati o določenih stvarih. Ker recimo von Neumann je bil malo pred tem matematični svetovalec Manhattan Projectu v Los Alamosu, medtem ko je pa bil del teh konferenc, je pa konec koncev pomagal tudi graditi vodikovo bombo in še zanimivost, ko to ni zadosti, v bistvu pomagal graditi temu, ne vem, kako se slovensko reče, long range missiles, ki bi v bistvu prenesle te bombe direkt do Moskve. Skratka, bil je zelo antikomunist. No, ampak kakorkoli, ker je zanimivo tukaj, je v bistvu to, no, da v teh konferencah vse, kar jih drži, skupaj so bile te konference, ampak hkrati tudi ni bila glih za dosti močna institucionalna zasnova, da bi lahko vse nekaj sestavili. Ta center, ki ste ga imela pa von Neumann, pa Wiener v mislih, se pa nikoli ni zares materializiral. Ne. Tako da glih nekako zaradi tega, zaradi tudi teh propadlih idej po povezovanju so se pač Macy konference vzpostavile glih kot tisto, kar je najbolj pomemben vir za kibernetiko. Tako da prva konferenca, ki se je zgodila, je bila to po vojni leta 1946, je nosila v bistvu precej zgovoren naslov Circular Causal and Feedback Mechanism in Biological and Social Systems. Pri čemer je v bistvu zanimivo to, da ta social systems je v bistvu bil dodan na zahtevo Gregorja Batesona. In v bistvu tudi zanimivo je to, da Bateson je, mislim, da kakšno leto ali pa dosti hitro po prvi Macy konferenci organiziral neko podkonferenco ali pa nekako polpovezano konferenco z naslovom Teleological Mechanisms in Society in to z eksplicitnim namenom, da bi predstavil družboslovcem ideje Wienerja in von Neumanna. In by the way, zakaj je to dejansko pomembno, je zato, ker tam je v bistvu tudi Talcott Parsons, ki je v bistvu potem kasneje tudi na podlagi tega oziroma nekako recimo na inspiraciji tega vzpostavil sistemsko teorijo sociologiji. Skratka, te Macy konference so trajale od leta 1946 do leta 1953 in v bistvu predstavljajo osnovni korpus kibernetskih razprav. Ampak v bistvu je en velik problem pri tem korpusu je v bistvu to, da to, kar vidite tukaj, je v bistvu sam druga polovica kibernetskih konferenc, mislim, da od leta 1949. Prvih 5 konferenc je pa v bistvu izgubljenih oziroma nekako ni bilo sploh nobenega, ki bi jih transkribiral. Mislim, da obstaja samo izpis, ker je Margaret Mead, ki pa niso berljivi, pravi Steve Himes. Tako da v bistvu, kar lahko najdemo vseh teh v prvih 5 konferencah so McCullochovi povzetki, ker je bil pač ta vodja in je mogel povzetke delati. Če pa koga zanima, lahko opis tega najde v knjigi Cybernetics Group Steva Himesa, ki mislim, da je šel brati neke arhive. In mogoče še kot zanimivost, prvo predavanje, ki se je zgodilo na Macy konferencah, je imel
John von Neumann govoril je pa v bistvu prav o digitalnih računalnikih. Tako da druga stvar, mogoče, kar je še pomembno pri teh mesih konferencah, je tudi to, da niso bili vsi nekako skozi aktivni, predvsem von Neumann je tukaj nekako bil prisoten, pa ni bil prisoten, in tudi to nekako nosi velike posledice v bistvu za sam celoten korpus te kibernetike, ne. In tudi recimo, mislim, da Wiener na koncu v zadnjih 3 celo, ali koliko že, konferencah ni bil več prisoten. Mislim pa, da je razlog, če sem prav zasledil, da sta se McCulloch in Wiener skregala. In potem tudi nekako, mislim, da leta 1953 se zgodi zadnja konferenca in to nekako tudi zamre. Nekako tudi idejno nekako ni šlo več naprej, ne. Ampak poanta v bistvu te zgodbe ni toliko zaton kibernetike, kakor pa pač neka specifična dinamika, ki se je odvila na teh konferencah in tudi neko specifično institucionalno zaledje, ki je te kibernetike združevala, omejevala in tudi usmerjala v bistvu celoten diskurs, kar je treba upoštevati pri tem, da se pač, ko se nabira sam korpus kibernetskih idej. Ker to po eni strani pomeni, da je treba tudi v bistvu slediti samim kibernetskim posameznikom v širjenju njihovih idej. Recimo to Steve Joshua Himes naredi, ki nekako prav sledi vsem posameznikom, ki ne bili pomembni na teh konferencah, kako so nekako oni sami razmišljali in delovali v nadaljnjem življenju. Potem leto 1953, ker je neka metoda, ne. Hkrati pa potem tudi treba še neke povezane konference pošteti v kontekst, ki niso del Macy konferenc, recimo, kot sem omenil Higgson simpozij, ki ga v bistvu recimo Dupuy omeni celo kot bolj intriganten zaradi tega, ker ni bilo takega konsenza, kot recimo na kibernetskih, oziroma nekako so se malo bolj skregali, da tako reči, Kohler pa McCulloch. Potem poleg teh Macy konferenc imamo tudi še to, kar je v bistvu zaslovel, zaradi česar je kibernetika res zaslovela, je Wienerjeva knjiga Kibernetika, leta 1948. Skratka, moramo upoštevati nekaj ključna dela in by the way, obstaja še en učbenik v kibernetiko, to je Ashbyjev uvod v kibernetiko. In tukaj je treba upoštevati, da recimo Wiener je prav pristaš temu, čemur so potem rekli prvi red kibernetike, Ashby pa drugega reda kibernetike. Potem imamo tukaj še Batessonovo ekologijo idej, ki bomo tudi brali in verjetno še kakšno tako večje delo, ne. Po drugi strani pa mogoče tudi zanimivo to, no, da vse so bili tudi zelo pomembni akterji, ki so bili prisotni na Macy konferencah, pa mogoče niso bili taka velika teoretska imena. Recimo Heinz Forster, ki je bil v bistvu nekoliko pozabljen in ga proba Jean-Pierre Dupuy v bistvu kar obuditi. On se je pridružil v bistvu šele na 6. konferenci in je bil zapisnikar in razlog, zakaj imamo tudi konec koncev te transkripte. In on je pa v bistvu take eksplicitno vzpostavil oziroma poimenoval drugi red kibernetike, čeprav so recimo Margaret Mead in Gregory Bateson sta nekako že od začetka imela nekoliko drugačno idejo. Potem poleg teh velikih imen, recimo, sem je zdaj že dostikrat omenil, Wiener, von Neumann, tudi Claude Shannon recimo je bil na parih konferencah in tudi kar pomemben del, pa potem McCulloch in Ashby, pa Bateson in Mead. Je recimo še en zanimiv akter tukaj, ki bi ga rad omenil, Joseph Licklider. Ne vem, če poznate to ime, ampak on je bil recimo zelo vpliven, potem kasneje mislim, da v 60-ih, ker je vodil nek oddelek, nek office, pozabil sem celotno ime, na DARPI in je v bistvu ta, ki je odločal, koliko bo umetna inteligenca dobila denarja in mislim, da je ful veliko denarja zmetal Johnu McCarthyju, o katerem ste zadnjič govoril, ne. Plus recimo Licklider je bil tudi nekdo, ki je v bistvu na nek posreden način vplival na kognitivno teorijo, tako da je v nekih napol vojaških laboratorijih preučeval, kako lahko posamezniki procesirajo informacije glede na nek background noise, pač če si v vojni težko slišiš določena sporočila in je v bistvu probal razumeti, kako procesirajo v takšnih okoljih ljudje informacije in v bistvu prek tega je nekako postavil tudi neko podlago, da se sploh razmišlja o človeškem mišljenju kot o procesiranju informacij. Potem pa recimo še tudi so bili tudi enkratni gosti na teh konferencih, ker so bile konference tako zasnovane, da vsak lahko povabil nekega gosta, drugače te konference so bile relativno zaprte. In recimo kot zanimivost, en izmed teh gostov je bil Roman Jakobsen, ki je v bistvu tudi kasneje uvozil recimo Deschamnovo teorijo komunikacije v Francijo in tudi samo idejo kibernetike do Clauda Lévi-Straussa, ki mislim, da ima tudi neka neobjavljena predavanja prav o kibernetiki, če se ne motim. V vsakem primeru pa pač najdete tudi eksplicitno citira von Neumannovo njegovo
knjigo z Morgensternom o ekonomiji. Ne. Ok, to nekako za to, mogoče za konec sam povzamem. Kibernetiko smo označili za idejno gibanje vzpostavljanja fleksibilne tehnologije. To gibanje pa je sam njen začetek ali izvor, ki kot tak prikazuje neodločene razlike, na katere smo danes pozabili oziroma je bila ta njihova usoda odločena. Tako da kibernetika lahko tako služi predvsem kot vir različnih možnosti oziroma različnih poti, ki bi jih lahko razvoj fleksibilne tehnologije in celotno področje umetne inteligence lahko ubral, pa jih ni. Te pozabljene kontingence pa lahko vržejo drugačno luč tudi na sodobno tehnologijo. To ki bi zaključil.